Zdaj selimo v New York. Nova prva dama New Yorka je v središču vse večje polemike in tega si preprosto ne morete izmisliti. Rama Douadji, žena novoizvoljenega župana Mamdanija, ta teden so gosti razprodani ženski duhovni umik v čast devici Mariji na francoskem sredozemskem otoku Korzika. Udeleženci pa so ga opisali kot palestinsko žensko, ki rojeva pod okupacijo. Tako je. Po poročanju Vogue Arabia se je program, ki so ga prvič uvedli lani, v veliki meri osredotočal na promocijo Palestine, udeleženke pa so v vsaki predavanju molile za Palestino. To je umik, ki stane med 3 in 5 tisoč dolarjev na osebo. Kar precej drago za žensko, ki je lani po javnih davčnih evidencah zaslužila nekaj več kot 10 tisoč dolarjev. In to se je zgodilo potem, ko je Douadji izpustila praznovanje 250. rojstnega dne Amerike, 4. julija, da bi se udeležila prejšnjega umika na Majorci pretekli konec tedna, ki ga je prav tako organiziralo žensko svetišče. To je muslimanska in na ženske osredotočena potovalna skupina, ki jo vodi pariška oblikovalka Rim Noureh. Gerard Philiti je višji svetovalec pri projektu Lawfare in pri pobudi End Jew Hatred. Pridružuje se nam iz New Yorka. Gerard, veš, Douadji je všečka objave, ki slavijo Hamas, organizacijo, ki je označena kot teroristična. Zdaj se udeležuje umikov, ker donacije se stekajo k organizacijam, ki so obtožene povezav s Hamasom. Vemo, da je bil na lanskem dogodku vsakemu udeležencu podarjen ročno izdelan kefije, ki ga je ustvarila palestinska oblikovalka iz New Yorka, Sara Musa, ki 100% dobička od nekaterih prodaj izbranih stilov kefijejev pošilja palestinskemu Rdečemu polmesecu in skladu za pomoč palestinskim otrokom. Obe ti organizaciji sta bili kritizirani zaradi domnevnih povezav s Hamasom. Ali obstaja kakršnakoli pravno tveganje tukaj, ali pa prvi amandma vse to ščiti, ne glede na to, kako zaskrbljujoče je videti? Tega si res ne moreš izmisliti, pa čeprav bi si želel. Videti prvo damo New Yorka na praznik 4. julija, najbolj ameriški praznik. Da odleti na islamski duhovni umik v Evropo, kjer ni le članica, ampak naj bi bila tudi sovoditeljica in umetnica v rezidenci, je resnično klofuta v obraz. Za Newyorčane, še posebej za tiste, ki že leta trpijo zaradi največjega porasta antisemitizma in največjega števila zločinov iz sovraštva, to počne žena župana mesta New York. Z pravnega vidika moramo poudariti, zakaj se denar dejansko porablja. Če se ugotovi, da gre denar terorističnim organizacijam, ki jih ameriška vlada uradno opredeljuje kot take, potem je to lahko obtožba za materialno podporo po zvezni zakonodaji. Če pa denar gre zgolj humanitarnim skupinam, ki nimajo dokazanih povezav s terorizmom, potem razen prvega amandmaja tu ne pride veliko drugega v poštev. Zato mora vlada resnično preučiti te dobrodelne organizacije in ugotoviti, ali imajo te povezave s terorizmom. Prav, veste, ona je prva dama mesta New York, ni izvoljena uradnica, je javna osebnost s platformo in bližino oblasti. Seveda smo slišali, da je Mamdani rekel, da bi morali njegovo ženo izključiti iz vsega, ker ni javna osebnost. Tako je on ocenil situacijo. Ampak veste, vprašanje je seveda, ali položaj prve dame sploh ustvarja kakršenkoli mehanizem odgovornosti. Ali pa je to res zgolj politično vprašanje in vprašanje ugleda, ne pa pravno? To je večinoma politično vprašanje in ne pravno. Razumemo, da ne uporablja mestnih sredstev in da ne uporablja varnostne službe, ki jo zagotavlja mesto. Tako to ni vprašanje odgovornosti z finančnega vidika, gre res za problem vtisa v javnosti. To je nekdo, ki se na ameriški praznik odloči, da ne bo praznoval Amerike. In to res pošlje sporočilo prebivalcem New Yorka, vsem Američanom. Spomnite se, Mamdani zelo dobro obvlada medije. Vse, kar počne, je usmerjeno v to, da podpira želeno sporočilo. In sporočilo tukaj je, da njegova žena ne podpira 4. julija. Namesto tega podpira islamska praznovanja v Evropi. To je njena pravica, vendar je videz tukaj grozen. Veste, kot mesto z največjo judovsko diasporo na svetu zunaj Izraela. Kakšna mislite, da je dolžnost vodstva New Yorka do te skupnosti v tem trenutku? Dolžnost je stati ob strani skupnosti proti zločinom iz sovraštva. Dolžnost je obsoditi terorizem. Dolžnost je obsoditi ne samo antisemitizem, ki prihaja z desnice, ampak tudi tistega, ki prihaja iz njegove lastne stranke in iz stvari, ki jih je sam naredil in rekel, vključno s podporo širjenju intifade po svetu. In to je njegova dolžnost, da se zavzame za judovske prebivalce New Yorka na enak način kot za vse druge prebivalce New Yorka in da ne podpira več sovraštva, ki je bilo usmerjeno proti manjšinski skupnosti. Prav, Gerard, najlepša hvala, da ste se nam pridružili s to razlago. Res neverjetna zgodba.